Ja, če ste nas že spremljali, potem ste verjetno že opazili prvi videospot našega prvega gosta. Z nami je Belokranjčar, pesnik, pisatelj in glasbenik, pevec vse v enem. Z nami je lepo pozdravljen Sergej Čas. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Mogoče začetek, kakšno je stanje v Beli krajini, kakšno je tam vreme, takšno kot pri nas? No, vreme smo imeli zdaj, bom rekel, prejšnji teden čudovito, no zdaj se je pa malo ohladilo, pa tako da je tudi malo oblačno, ampak no, sonce nam je dalo vedeti, da smo v Beli krajini tudi danes, je nas tudi malo pogrelo, no. Ampak v glavnem je pa hladneje, kot je pa prejšnji teden. Sergej, morda čisto na kratko, zelo na kratko, začetki glasbene kariere, čisto na kratko do danes, kdaj ste se skupaj začelo, zakaj je ljubezen do glasbe, do pesmi? No, jaz bom tako rekel, zdaj, če midva povzameva ta del moj avtorski, je tam, bom rekel, segajo začetki tam v leto 90, ko sem začel ustvarjati avtorska besedila, avtorske skladbe in pol skupino mojo, s katero sem nekako tudi začel tudi nastopati, to je bil rock band, to je bila skupina Desert Fox, v bistvu v večjih zasedbah, ker je pač smo delali tam od 90. leta pa do leta 2004. V tem času smo izdali dosti uspešen album Obstoj, tudi skladbe kot so Zbudi se, Cestni deček in pa Stari vran, so se dosti vrtele tudi po radijskih postajah in pa videospoti po televizijah. Nekako obredili smo tudi celotno Slovenijo, takrat bi rekel koncertno, nastopili smo na, bom rekel, na takrat večjih festivalih, ko so bili Rokotočec, Koupa Fest, potem Boom festival v Mariboru pod Pohorjem, tako da to je bilo to obdobje, tam bom rekel do leta 2004, to nekako je zaznamovalo moje življenje v smislu, kot bi rekel, glasbenega ustvarjalca in pa avtorja. Po letu 2004 sem pa še naprej skladal, nisem pa več, bi rekel, da bi bil v studiu ali pa da bi snemal nove skladbe, sem pa še skozi pisal besedila, tekste, ker jaz nekako tudi povem vsem, kamorkoli pridem, nekako sem bolj v osnovi sem pesnik, bolj kot pa glasbenik, tako da besedila so skozi nastajala, imam pa tudi nekaj tega dara, pač, da ta svoja besedila potem skušamo uglasbiti in to mi nekako pol kot celota, se pravi poezija in pa glasba mi nekako delujeta, bom rekel, kot nekako tiste pravi, bom rekel, način mojega sporočanja ljudem. Zakaj ste se prvo odločili? Sedaj pa konec skupino, gremo samostojno pet? Ne, mi smo se takrat razšli čisto prijateljsko, nikoli nismo imeli nobenih sporov, mi smo res ogromno smo se družili, mislim, z veseljem smo ustvarjali in potem, veste, v življenju, v neki točki življenja pač pridejo druge stvari, pridejo obveznosti, služba, potem, bom rekel, tudi nenazadnje družina in tako naprej. Nekako smo se razšli čisto spontano, ker enostavno nismo več imeli časa, da bi ga toliko preživeli skupaj. No in potem nekako smo pač skupno smo sklenili, da pač da glede na dani moment, da pa pač niso pogoji takšni, da bi mi lahko uspešno delovali in smo nekako, bom rekel, stanje ali pa delovanje skupine takrat zamrznili. No in nekako pol je tudi pri tem ostalo, ne. Še u vas nikakva želja po petju v skupini ali ste zdaj se odločili, da pa zdaj solo karijera? No, če bom jaz v bistvu vse življenje skušam biti predvsem iskren in v bistvu te skladbe, ki so zdaj išle na albumu Kozmonaut, ki je mimogrede išel lani decembra, 1. decembra pri novomeški založbi Sraka. Nekako gre za 12 skladb in pa še 2 dodani verziji zraven, tako da v bistvu gre za konceptualen album in v bistvu gre za skladbe, ki nekako so nastale nekatere že pred letom 2004, bom rekel, ena polovica skladb, pa pol, bom rekel, od leta 2004 pa do, bom rekel, 2015, oktobra, ko sem jaz začel v studiu snemati nov album, tako da to je nekako povzetek tega obdobja. Gre pa na nek način mogoče za neko nadgradnjo tega, kar sem jaz počel že prej z skupino, pa mogoče na drugačen način, ker tle sem pa jaz res, glede na to, da je album konceptualen, album je v bistvu celotna zgodba. No, se album baš tako še prišla, ne? Je nekako posvečena temi človeškega minevanja in nekako, se pravim, te skladbe sem
ko sem pač se odločil, oziroma to je bil splet okoliščin, da sem se jaz vrnil nazaj v studio, so nekako skupaj vseh teh 12 skladb je nekako povezanih in kot celota so najmočnejše. Zdaj tule pred sabo tudi vidimo ta omenjeni izdelek, ki ga danes podarjamo vsem tistim, ki nas boste poklicali, morda kakšno vprašanje za našega gosta Sergeja. Zdaj tule najdemo, tako smo že rekla, 14 skladb, ki so v bistvu ki so nekakšne, ki tvorijo neko celoto in so med sabo povezane, pa mogoče čisto na kratka predstavitev tega albuma. No, tako, ja, v bistvu, ker najbolj, da nadaljujem tam, kjer sem prenehal, v bistvu jaz sem po 2004 sem nekako še ves čas ostal tudi v navezi z kitaristom iz skupine, to je Miran Jelenič, in sva pol še skupaj sva nastopala z akustičnih verzijah, skladb, ki sem jih jaz bi si posnel za skupino ali pa pol že mojih, solo besedil in pa pesmi. Vendar ta frekvenca se je skozi leta nastopal vse manjšala. No, potem je pa nekako res, jaz sem bil kar nekaj, recimo, čist po resnici mojih prijateljev je mogoče prezgodaj zapustilo ta naš svet in nekako jaz sem pol tudi malo pod vtisom tega občutka, da tudi jaz ne bom večen in pa mogoče, da nekako sem se začel zavedati tega, da pač pa je pa res čas, da pa jaz tudi poskrbim za svoje pesmi in jih nekako skušam ohraniti, da ne bojo pozabljene in to pa lahko naredimo samo tako, če jih človek posname, ne. No in potem je nastopil moment, to je bilo naključje, dejansko, bom rekel, eden izmed glavnih vzrokov, da sem se pol jaz vrnil nazaj v studio, ko je iz tujine se nazaj vrnil v Slovenijo priznani slovenski producent, predvsem po delu v tujini, v Angliji in pa na Švedskem, govorimo o Zmagu Zedu Smonu. No in on si je za lokacijo svojega bivanja in ustvarjanja izbral naključje, tako hotelo Moj domači Semič. In potem midva sva se dnevno srečevala kot sokrajana in v bistvu on je poznal moje delo odprej. Je pa tudi, v bistvu jaz sem sam, smo se dostkrat sva debatirala, ker nazadnje sva oba prihajala iz glasbenih voda in sva se pač dnevno pogovarjala in seveda beseda je dala besedo in v bistvu ideja je bila, da bi midva nekako nekaj skupaj naredila in da se bi on poskusil tudi z mano v vlogi producenta. No in potem je on, ko je zaključil delo z novomeško skupino Žarde, to je uspešna skupina, meni je bila ta zadeva, ki je on naredil z Novomeščani všeč in nekako potem je nastopil moment, da sva se midva zaprla za 1 leto v studio in produkt tega najnega enoletnega dela je pred nami. Moram pa priznati, da glede na to, da kot sem že povedal, tle se prepleta kot v sami zgodbi, ko sem rekel, da je na temo minevanja album, se prepleta, bom rekel, mogoče tudi besedila so na tej osnovi od straha pred samoto, od nedorečenih medčloveških odnosov, od propada družbenih vrednot. Se pravi, v glavnem je tematika takšna, ki dejansko je ljudje, ne pogovarjamo se mi o tem v današnji družbi, ker nekako na nek način so teme, ki jih obravnava ta moj album in ta besedila, nekako so bolj tabu, več ali manj, ker tudi jaz recimo v pesmih je tudi te, bom rekel, človeške slabe lastnosti ali pa mogoče, ne vem, dejstvo, da mogoče pa za neko slabo usodo personalno ali pa slabo personalno pot tudi kriv človek sam, ker največkrat v življenju smo ljudje sami sebi največji sovražniki, tako da zdaj v tem naboru idealnih ljudi, v tem brezmejnem objemu kapitala nekako pa res ni prostora za taka besedila, no zato je mogoče ta album nekaj posebnega, ker pač res sem se tudi personalno kot avtor, tekstopisec na nek način v albumu nekako popolnoma, bom rekel, s tem ciljem, da dosežem maksimalno iskrenost in pa tudi, bom rekel, da se maksimalno izrazim v svojem razmišljanju tudi, da to pač predam poslušalcem,
nekako tudi, bom rekel, sleko, če tako lahko rečem, ne, v smislu besede. Zdaj na samem albumu moramo poudariti, da ste glasbo in besedilo sam v bistvu. Ja, avtor glasbe in besedila sem jaz. Nekako aranžmaja je pa naredil Zmago Zec-Mon in je imel kot producent zelo težko delo, ker ne nazadnje imamo tukaj na albumu 12 skladb, se pravi v slovenskem jeziku. Tudi jaz ogromno dam jaz sem se pač imel, mi je Nataša Medvešek, lektorica, mi je pomagala pri slovenskih besedilih, da zadeve stojijo, pri angleščini profesor Toni Jelenič in pa pri ruskem besedilu skladbe Kozmonaut Malvina Derganc, sicer Rusinja, ampak živi, je moja sokrajanka, tako da so vse zadeve stojijo, tako da tle sem imel kar, bom rekel, dober support in tem ljudem sem izredno hvaležen. Recimo, kar se tiče pa glasbenikov, pa proleg Zmaga Zeda-Smona, ki je kot producent, je bil to velik zalogaj tudi za njega, kljub temu, da je pač glede na njegov kaliber je bilo to kar izziv, ker praktično 12 skladb, ki so med seboj, dejansko si sploh niso podobne, povezuje jih nekako samo poezija. Poezija je tista skupna nit, ki jih povezuje, drugače produkcijsko stojijo pa vsaka skladba za sebe in tle plešemo v teh 12 skladbah praktično, bom rekel, od klasičnega šansona, na nek način mogoče countryja, potem na drugi strani se vračamo k mojim koreninam, se pravi rock'n'rollu, do orkestracij, tako da tle je bilo ogromno dela in na nek način tudi takega konceptualnega albuma preko v enem letu ni bilo mogoče narediti. Tako da tle sem jaz res zelo, zelo hvaležen Zmagu Smonu kot producentu tudi za njegovo potrpljenje in pa praktično za tisti del sebe, ki ga je vložil v tak projekt, kajti drugače realizacija ni mogoča, če z bilo kakšnim drugačnim pristopom to ni mogoče realizirati. Je pa zraven sodelovalo še recimo ena mala skupina mojih prijateljev, glasbenikov, res mala skupina, tle poleg preomenjenega kitarista Mirana Jeleniča, še Andrej Plut, harmonikar priznani, semiški, pa sestri Martina in Helena Konda so pa prispevale ženske back vokale in one so dale pa še en tak poseben predik ženstvenosti albumu, tako da je vse skupaj še bolj zanimivo in pa tudi na nek način lažje za poslušati. Zakaj ste se odločili, recimo, da ste dodal v tem albumu še angleški in ruski komad? Morda kot zanimivost? Ja, jaz sem v tem albumu na nek način v sami produkciji in pa v samem pristopu nekako sem se že v štartu odločil, da bomo zadevo delali malo v retro maneri in nekako, ko ta album poslušaš, te res za svojih 30-40 let te vrne nazaj, ker je tudi sam naslov, Kozmonaut je ogromno simbolike se skriva v tem naslovu in je nekako prav ta kozmonaut nekako je v prenesenem pomenu, jaz sem to zgodbo preselil v vesolje v določenem segmentu, ki je pa zelo realna zgodba, tako da če bi rekel zdaj recimo prenesenem pomenu, je to lahko bom rekel življenje slehernega smrtnika, kajti mi v življenju se skozi našo življenjsko pot srečujemo z novimi stvarmi, doživljamo hrepenenje, ljubezen, željo, izpostavljeni smo različnim trenjem, tako da mogoče malo preneseno preko simbolike, no če se pa vrnem k vašem vprašanju, jaz sem nekako v tem albumu skušal združiti Zahod in pa Vzhod. In mislim, da mi je to uspelo, je pa ta pesem, recimo, ki smo videli videospot Rad bi te čakal, mimogrede, za katerega smo posneli lep videospot. Novembra, ne? Ja, smo ga posneli novembra, v mojem domačem Semiču, kjer se vidi praktično celo jedro našega malega mesta, še pa v okolju take stare kričarske cerkve na Mirni gori, to je gora nad občino Semič, visoka 1047 metrov, zelo lepo okolje, taki tudi smo naredili posnetke zračne, producent videospota in režiser je bil Uroš Razstresen, ki se mu tudi ob tej priliki zahvaljujem in ta videospot je nekako tudi se ogromno zavrtel še na nacionalni televiziji kar 3 mesece, tako da sem res
zadovoljen in se pravim, potem je pa ta pesem dobro zvenela tudi v angleščini in pol je Toni Jelenič, ki je profesor angleškega jezika, moj prijatelj je pa pol mi je pomagal, da so naredila besedilo in pol sem posnel, sem rekel, pa zakaj pa ne, pa dajmo malo dodane vrednosti. Kar se tiče pa skladbe v ruščini, skladbe Kozmonaut, ki jo imamo tako v slovenski verziji kot v ruski verziji, sem jo pa posnel, kot sem rekel, v štartu mi je pomagala Malvina Drganc, potem pa še kolega iz Rusije, izdelovalec ruskih mikrofonov, Artur, ki mi je pa tudi preko Skypa kar pomagal, da sem jaz to v ruščini posnel, da je bila izgovorjava prava, potem sem poslal tudi celo pesem, sem poslal na Rusko kulturno društvo v Ljubljano in pa na veleposlaništvo, tako da sem se res potrudil maksimalno. Je pa res, da ta pesem v ruščini zveni drugače, kot bom rekel, Rad bi te čakal, I'd like to wait for you, pa v angleščini tudi drugače. Mislim, to je bolj tak kot izziv bil, pa malo dodana vrednost, pa mogoče po drugi strani glede na to, kar uporabna stvar, glede na to, da 22. aprila gre album v sklopu European World Music Chart na 47 evropskih radijskih postaj, tako da pa mogoče tudi zanimivo, da je tudi ena skladba v angleščini. Malo dodane vrednosti. Ja, Sergej, ogromno smo povedala, še več bi lahko žal čas preganja. Zdaj, najlepše se vam zahvaljujem, da ste nas obiskali v studio. Ja, mogoče, to pa sem pozabil, kar pa moram povedati. Tako lepo vitek, ko je, ki ga vidimo, ga je naredila pa moja nečakinja Maksima Čas, za kar se tudi iskreno zahvaljujem. Tako da ogromno ljubezni je bilo vloženo ta album in upam, da bojo to vaši gledalci tudi začutili. Drugače pa hvala za povabilo in se vrnem čim prej s kakšnim novim spotom. Vsekakor našo oddajo. Za konc pa še en vaš tudi v bistvu aktualni nov videospot. Ja, prejšnji teden, nov singel je, drugi singel z albuma, ja. Sem najbolje, da si ga pogledam in sicer naslov je Važno, da nekdo spi. Pozdrav.